Nekako takole vidijo tisti, ki so kratkovidni. Takih pa je med šolarji v Sloveniji vedno več. Možnosti, kako izboljšati vid, je kar nekaj. Nekateri nosijo očala, drugi leče, vsak se znajde po svoje. Nevarno pa je, kadar očem ne pomagamo, saj se vid v tem primeru le še slabša. Prvi pregled moramo opraviti pri očesnem zdravniku, da ta ugotovi pravi razlog za težave. In prav tja se je odpravil 12-letni Marcel. 12-letnega Marcela je na očesno kliniko v Ljubljani napotil zdravnik. Marcel je kratkoviden, očala že nosi in z njimi lažje prebere napise, ki so daleč. Danes sem tukaj, ker slabše vidim, naprimer na televizijo ali na tablo. Pripiram oči, da si izostrim sliko, pa pripisujem od sošolcev namesto, da bi stavili. Očesna zdravnica, oftalmologinja, mu najprej izmeri dioptrijo s posebno napravo refraktometrom. S temi posebnimi očali, pri katerih zdravnica menja stekelca, preveri, kako dobro Marcel vidi na vsako oko. Najprej brez, nato pa še z različnimi stekelci. Je boljš tole ali je zdaj boljš? Zdaj. Odlično. Zadnja vrstica. 7, 3. Ko določi dioptrijo, pa naredita še test gibljivosti oči in preveri, če škili. Sa špransko svetilko zdravnica ugotavlja, zakaj njegov vid ni več tako oster in ali ima Marcel morda kakšno drugo očesno bolezen. Kratkovidnih otrok je zadnje čase vedno več. To pripisujemo predvsem dejstvu, da imajo zelo veliko bližinskega dela, veliko dela za računalnikom, skratka, njihova vidna delovna razdalja je krajša. Tako. Zdravnica ob koncu pregleda ugotovi, kakšno dioptrijo Marcel potrebuje in mu napiše recept. Z njim se odpravi k optiku, ki mu izmeri razdaljo med zenicama, saj mu bo naredil očalna stekla po meri. Izbira okvirjev pa ni tako enostavna. Te okvirji so mi všeč, ker so črno-modri, so štirikotni in jih ne čutim. Nova očala bo Marcel nosil že čez dan ali dva.